Zdaj pa vabim k besedi dr. Jurija Selana, ki je po formaciji podoben predgovorniku profesor Muhoviču, saj združuje v sebi tako poklic slikarja, pa vokacijo slikarja, kot teoretično ukvarjanje s tem istim področjem, ker je torej teoretik likovne umetnosti in pedagog. Predavanje ima sorazmerno preprost, pa zato še tem bolj izzivalen naslov: Umetnost med skušnjavo in preizkušnjo. Ja, zdaj, ko sem jaz dobil tale program simpozija, v začetku septembra, sem bil, kako bi rekel, sem se za glavo prijel, ker sem videl, da sem na vrsti za profesorjem Muhovičem. In sem rekel, zdaj to pomeni dvoje, zdaj ali bom govoril isto kot on, kar je problem, ali pa to, kar bom govoril, ne bo imel nobene posebne teže ali vrednosti, ker so pač njegove misli vedno, kar se umetnosti tiče, tako arhetipične. Samo tehnično vprašanje. Ja, no zdaj, ali bo šlo za prvo ali drugo situacijo, boste vi lahko potem po koncu mojega razmišljanja sami presodili. Zdaj vsaj začel ne bom čisto iz istega, bi rekel, izvira, kot je profesor Muhovič, ampak mislim, da na koncu bom pa prišel do podobnih zaključkov. Zdaj, moje razmišljanje bo vezano na, kot je Brane povedal, na relativno na videz preprosto tematiko, dialektike med skušnjavo in preizkušnjo, in v njem bom v bistvu poskušal razmišljati o nekak razpetosti sodobnega človeka, tudi skozi umetnost, torej skozi sodobno umetnost predvsem, kako se pač sodobni človek nekako razpenja med ta odnos skušnjave in preizkušnje. In na nek način moja hipoteza bo, v njej bom malo kasneje prišel, ampak lahko jo pa nakažem že takole s tem, lahko jo pa nakažem že s temle slavnim dekadentnim stavkom Oskarja Wilda, torej najbolj znanega dekadenta, ki je v usta enega svojih likov, Lorda Darlingtona, mislim, da položil tele besede: uprem se lahko vsemu, razen skušnjavi. Zdaj moja nekako iz tega izvirajoča hipoteza bo, da je v bistvu to, kar okarakterizira sodobno družbo, sodobnega človeka in tudi sodobno umetnost, ampak v tistih robnih mejah, ki niso arhetipične, ampak samo atipične, da je ravno to, da na nek način beži pred preizkušnjami in se vdaja, pač išče izhod iz preizkušenj v različnih vrstah skušnjav. Zdaj, v bistvu moje izvajanje bo namenjeno temu, da na nek način poskušam to pojasniti. Zdaj, kako sem prišel do te svoje, do te teme, da sem jo pač se odločil, da jo naslovim. Torej, pol leta nazaj je išla pač po dolgih letih nova izdaja Biblije, torej jeruzalemska izdaja Biblije v slovenskem jeziku, in takrat se je pojavilo neko tole vprašanje tudi v širši javnosti, ki ga je potem medij Siol, mislim, da izpostavil in se obrnil na Slovensko škofovsko konferenco, kjer so vprašali, torej, ali bo sprememba v Matejevem evangeliju, torej od odstavka 6 vrstice 13, ali bo vplivala tudi na bogoslužno rabo, torej, ali bomo drugače molili pač molitev Oče naš, ker se je spremenila beseda skušnjava in se je zamenjala za besedo preizkušnja. Zdaj, zakaj je do te spremembe prišlo, to je področje teologije, prevajanja, hermenevtike, eksegeze, to je čist izven moje, bi rekel, strokovne domene, ampak lahko bi pa rekel, da sem profesionalni laik, v tem smislu, ker pač Sveto pismo prebiram že od otroštva, in pač to prakticiram, tako da nekaj lahko tudi sam povem, čeprav nisem strokovnjak za to. No, zdaj mene je ta sprememba v tej 6. prošnji molitve Oče naš nekako tako zelo me je pravzaprav presenetila, šokirala, ker zdaj, če gledam čisto z tega vidika profesionalnega laika, lahko rečem, da nikoli nisem te 6. prošnje molitve Oče naš na ta način videl, da bi rekel, ne vpelji nas v preizkušnjo, ampak da sem tukaj imel vedno v mislih ta vidik skušnjave, grešnosti in tega. Torej,
prosiš Boga, da naj te ne upelje da ti pomaga, da se pač upreš grehu, skušnjavi. Ne? Ker po moji oceni pač beseda preizkušnja v slovenskem kontekstu sugerira nekaj drugega. Sugerira življenjsko preizkušnjo in ne skušnjave, satanove skušnjave. A ne? No, zdaj, seveda, ker je šlo za medijsko vprašanje, je potem seveda Slovenska škofovska konferenca se mogla odzvati in pojasniti, zakaj je zdaj do te spremembe prišlo. Najprej so seveda potolažili javnost, da to se ne bo pojavilo v rimskem misalu in da ne bo šlo v bogoslužno rabo in smo si vsi vdahnili, ne, saj ostane naša praksa enaka, ampak vseeno so pa poskušali pojasniti zelo tako po moji oceni zelo banalno, no, to je pač moje laično mnenje, zakaj je do te spremembe prišlo v slovenskem prevodu. In do te spremembe, to je res zelo preproščeno rečeno, ne bi prišlo zato, ker pač torej izvorna grška beseda, ki naslavlja to tematiko skušnjave in preizkušnje v Bibliji je perasmos, kako se, če se tako pravilno reče, ne, ki lahko pomeni eno ali drugo. In kakor jaz razumem, ne, je ravno ta dvoumnost te besede pravzaprav njeno bistvo na nek način, ki zahteva potem od pač razumevanja Biblije to, da se znaš prilagoditi kontekstu pač, v posameznih delih Biblije. Ne. In ta beseda se na mnogih mestih pojavlja, ampak seveda, če se drugje njen pomen spremeni, jaz sem potem pregledoval ta razmerje, ekumenska izdaja, pa standardni prevod, pa tako pa sem videl, da se marsikakšne te besede menjale, skušnjave, preizkušnje in tako naprej. Ne. Ampak to ni, nekako to ne vpliva toliko na človeka na ravni vsakdanje prakse, medtem ko če se pa oče našel, to spremeni pa seveda velika sprememba. Ne. No in slovenski škofje so nekako to tako pojasnili, da zdaj s tole primeru profesor skuša študenta, pa sem jaz tako pogledal, recimo, da je skušnjava včasih pomenila zares tudi to, profesor skuša študenta, torej da je pomenila testiranje in preizkušanje. In da naj bi se zdaj ta pomen skušnjave izgubil in da naj bi bila zaradi tega preizkušnja bolj ustrezna beseda. Ampak, po mojem osebnem mnenju, je pač to pripeljalo nekako nezavedno do tega, ali pa torej namerno, ali gotovo ne namerno, ne, do tega, da zdaj mi v 6. prošnji, pač ko molimo molitev Oče naš, ne molimo več tega, da bi nam Bog pomagal, da se izognemo, torej da se upremo skušnjavi, ampak da prosimo Boga v strahu, daj nas ne preizkušaj, daj nas ne postaviti v težke življenjske situacije. Jaz verjamem, da to ni namen te spremembe tega prevoda, vsaj ne nameren namen, ampak to je pač moje osebno videnje tega kot profesionalnega laika. Ne. Ja, zdaj, malo sem tudi tako razmišljal, zdaj, če gledamo krščansko tradicijo, pa recimo kakšne zapise svetnikov in tako sveta Terezija Vilska pravi, preizkušnja je pot k popolnosti. Torej, to tudi se nekako ne sklada s tem, zakaj bi potem v molitvi Oče naš prosil, ne vpelji nas v preizkušnjo. Ne? In pa potem sem pa šel enostavno pogledati v sam katekizem katoliške cerkve in sem ugotovil, da je tukaj distinkcija zelo jasno pojasnjena. In me je čudilo, zakaj je do te spremembe prišlo, ki se zdi na nek način neskladna samo logiko razlage 6. prošnje v katekizmu katoliške cerkve. Ker katekizem zelo jasno pove, da imamo na eni strani preizkušnjo, ki je potrebna za rast človeka, torej nekaj dobrega, in da imamo na drugi strani skušnjavo, ki z videzom dobrega, laž skušnjave, to katekizem imenuje, ne, ki ima videz dobrega, ampak s tem navideznim dobrim pač vodi v proti življenju, torej v smrt. Ne. Zdaj tukaj je tisto, kar se zdi meni bistveno. Tukaj not v skušnjavo se vključi svobodna volja, ki je pri preizkušnji pravzaprav ni. V preizkušnjo, življenjsko preizkušnjo si ti postavljen in jo moraš prenesti. Torej je lahko velika odgovornost, velika tragedija, zelo naporna, zelo težka, ampak ne gre zdaj za svobodno voljo, ali boš prenesel ali ne boš, moraš jo. Ne? Torej, mislim, da Pavel piše, torej človek toliko dobi, kolikor lahko prenese, a ne, v življenju na nek način.
No, zdaj pri izkušnjavi gre pa za poudarek na svobodni volji, zato katekizem loči, tako jaz to razumem, med biti izkušan in privoliti v izkušnjavo. Torej si izkušan, ampak potem je pa stvar svobodne volje, ali boš v to privolil ali ne. In z tega potem katekizem izpelje, za nekaj je izkušnjava dobra, zato ker se skozi to, če si imaš tako trdno svobodno voljo, da se jih lahko upreš, se pokaže, kakšen karakter si. A ne. In zato pride potem do konca razlage prošnja za stanovitnost do konca. Torej, 6. prošnja je prošnja za stanovitnost do konca, tako razlaga katekizem. Torej, ne prošnja za to, da bi cincal pa rekel, ne se mi ne to zgodi, pa to zgodi, ampak gre za prošnjo, ne samo, da bi se znal upreti vsakdanjim moralnim izkušnjavam, ampak da bi znal zdržati do konca, ne, da se ne bi odvrnili od Boga do konca. Zdaj mislim, en bloger, protestantski bloger, ki ga bom malo kasneje omenil, temu reče skušnjava brezbožnosti. Ne? Torej, da bi se znali upreti skušnjavi brezbožnosti do konca, da ne bi izgubili vere v Boga. No, zdaj ta kratek uvod v samo to dinamiko, ne, dialektiko skušnjave in preizkušnje, ki ima zelo globoke korenine, torej sega do samega izvora zla v teološkem smislu, je namenjen tukaj zdaj v mojem primeru samo temu, da bom poskušal zdaj skozi to reflektirati dinamiko, kot jo vidim pri sodobnem človeku in kot se razkriva tudi skozi sodobno umetnost. Tole je malo provokativno, a ne rečeno. Zdaj smo mi skušnjavo v molitvi Oče naš zamenjali za preizkušnjo. Kaj to pravzaprav implicira? To implicira, da skušnjave v molitvi Oče naš ni več. Torej, da skušnjava za človeka ni več problem. Tako bi lahko rekla, ne? In zdaj jaz iz tega nekako izpeljujem to, seveda to ni namen te spremembe, ampak jaz iz tega nekako izpeljujem to, ne, da je pravzaprav to na nek način zelo dober odraz tega, kakšno je stanje sodobnega človeka, ki se po eni strani preizkušnjam želi na vsak način nekako izogniti, iz njih najdeti ven nek izhod in ta izhod najde v temu, da v bistvu se nekako podleže nekim navidezno dobrim skušnjavam. Ne? Torej, zato imamo zdaj v molitvi, mislim, ne zato, ampak tako bi lahko rekla, ne vpelji nas v preizkušnjo, skušnjava ni več problem, samo še preizkušnja je problem, ne? Zdaj rešitev je pa v skušnjavi. Ne? Tako, ne? No in zdaj na ta način bom jaz poskušal razmišljati o sodobnem človeku in o sodobni umetnosti. Torej, lahko bi rekel z tega zornega kota, da je temeljna dilema sodobnosti ravno to, beg pred preizkušnjami in nekako iskanje odrešitve v skušnjavah in tukaj jaz vidim zdaj z mojega zornega kota dve točke, ki bi jih želel nasloviti. Prva je to, da pravzaprav ima v sodobnem svetu vsaka preizkušnja, ki bi rekel, lahko rečemo neka etična dilema v sodobnosti, ima vsaka preizkušnja neko svojo skušnjavo, ki jo navidezno odrešuje. Ne? In bom poskušal razmišljati o tem, kaj bi to bilo. Iz tega ven izhajajoč pa bom pogledal v polje sodobne umetnosti, atipične, ne arhetipične, ki na nek način v bistvu tako odreševanje sodobnega človeka skozi izkušnjave na nek način ne samo odraža, ampak po moji oceni tudi pospešuje, katalizira. Torej, v tem smislu, če lahko filozofija o tem samo razmišlja, kaj je možno v sedanjosti, lahko umetnost to tudi naredi, pa reče, evo, to je možno. In to dejansko realizira. No, k temu bom zdaj v nadaljevanju prešel. Morda tak zanimiv uvod, malo že sicer malo že starejšega datuma, ampak še vedno po moje zelo aktualen, je tale film Poslednja Kristusova skušnjava od Martina Scorseseja, ki je leta 1988, torej gre sicer za film, ki je narejen po nekem romanu grškega pisatelja, ki je takrat, ko je nastala, bila veljala za zelo provokativen film, celo blasfemije
za blasfemičen film, ne. Čeprav v resnici, če potem res pozorno gledamo ta film, ugotovimo, da ni v bistvu film pravzaprav o Kristusu, ne, ampak je film o sodobnem človeku. O tem, kako bi sodobni človek reagiral, če bi se znašel v Kristusovi poziciji, odrešenski te vlogi. Ne. Zdaj, ta film ima cel kup enih momentov, ki so zanimivi z vidika razmišljanja, ne, ampak tisto, kar jaz želim izpostaviti in se tukaj skozi te dva kadra nekako poskuša ponazoriti, je, kaj se zgodi v trenutku, ko se Kristus se celotno, skozi cel film sooča z skušnjavami, moralnimi vsakdanjimi skušnjavami. In potem pač pelje to svojo odrešensko vlogo in pride do tega, da je na križu. Ne. In takrat se zgodi kaj? Ne. Takrat se zgodi to, da pride angel varuh v podobi deklice, ne, torej v fazi največje Kristusove preizkušnje, ne, torej preizkušnje na križu, pride angel varuh v podobi deklice in mu reče kaj? Mu reče, storil si dovolj, ni treba več. Nisi mesija, nisi odrešenik, si običajen človek in si naredil veliko dobrega in to, kar si do zdaj naredil, je bilo čisto zadost. In naredi še to analogijo na Abrahama, ki ne žrtvuje Izaka, ne, in pravi, tako kot je Bog poslal angela, da pač prepreči Abrahamu žrtvovanje svojega sina, tako Bog mene pošilja, da preprečim, da bi se ti sam žrtvoval. Ne? Skratka, tukaj sta, mislim, da dva poudarka, ki se mi zdita zdaj pomembna za razmišljanje o sodobnem človeku. Največja skušnjava pride v preizkušnji, težki preizkušnji in ta največja skušnjava je vedno v videzu nečesa, kar je zelo dobro. Ne? V videzu tukaj v podobi angela, ki je v resnici zakamufliran Satan. Ne? Drug vidik, ki se mi zdi pa tukaj ključni, je pa ta, da kakšna je ta skušnjava. Ta skušnjava je, bi rekel, ima dva vidika. Torej, naredil si nekaj dobrega za ta svet, ne? Torej, ne? In kar si naredil, je dovolj. Ne? In jaz mislim, da je to neka zelo značilna skušnjava sodobnega sveta, ki jo zelo lepo opiše en ortodoksni duhovnik Steven Freeman, ko nekako poskuša to ponazoriti na tale način. Torej pravi, velike skušnjave preteklosti so v sodobnem času postale družbene vrednote in pravice. In krovna krinka, krovna laž teh skušnjav v sodobnem svetu je kaj? Narediti boljši svet. Ne? Torej, dajmo to narediti zato, da bo svet boljši. Ne? Ampak nekako iz tega, v tem smislu potem Freeman izpeljuje, pravi, ampak obilje v današnjem svetu je največje, kar je zgodovinsko gledano, torej tacga obilja, kot ga danes imamo, ga ni. Ampak imamo toliko neenakosti v svetu, kot jih še nikoli verjetno ni bilo, ne? Toliko vojn in vsega, kot še nikoli ni bilo tega. Skratka, ali vse to narediti boljši svet dejansko dela boljši svet? Tako se vpraša. Ne? Skratka, obilje, ki ga imamo na voljo, v resnici ne daje tega boljšega sveta. Ne? Zato on tako pravi, to je krinka, pač skušnjave, torej, v katero je zakamuflirana skušnjava sodobnosti. No in zelo zanimiva se mi zdi tale hipotetična izpeljava, ki jo on naredi na osnovi prilike o bogatem mladeniču oziroma bogatinu, ki jo poznamo. Ne? Torej pride mladenič pred Kristusa in ga vpraša, kaj ne naredim, da pridem v nebesa. In Kristus pravi, prva taksonomska stopnja, ne, mi, ki smo pedagogi, ne, naštej mu 10 zapovedi. Ne. In mladenič reče, to vse delam, vas navdušen, to vse delam, ni problema. Ne. Pa Kristus dvigne taksonomsko raven, ne, pa pravi, aha, eno ti pa še manjka. Pač vse, kar imaš zdaj, ampak to jaz razumem kot metaforo za, ne samo za materialni vidik, ampak seveda za v bistvu vsakršno navezanost na dobrine in ta sveta. Ne. In
iz tega potem, torej in to razdaj, ne, in pojdi potem za menoj. Ne. In zdaj seveda prilike se nadaljuje, mladenič je bil zelo bogat in zato je žalosten odšel. Ampak Freeman reče, zdaj sodobni človek ne bi kar tako se pustil Kristusu odgnati, ne, s tem, ampak bi v bistvu poskušal se pogajati s Kristusom. In kaj bi mu rekel? Rekel bi mu Kristus, kaj pa, če bi jaz vse, kar imam, obdržal, pa bi to uporabljal samo za dobrodelne namene. A ne? In Freeman iz tega nekako izpelje in pravi, sodobni človek pač Kristusovo povabilo nekako prevrne, a ne? Torej zavrne s tem, da želi postati menedžer dobrodelnosti. A ne? In zdi se mi, da je to nekako ta menedžiranje dobrodelnosti je neka taka značilna karakteristika sodobnega sveta, torej, kjer se pač različne preizkušnje, s katerimi se sodobni svet srečuje, se zakamuflirajo v različne skušnjave navidezne dobrodelnosti, ki so pa pač na različnih nivojih. Lahko si predstavljamo in verjetno vemo, torej vsak lahko potem razume, kam pa s tacom uliče, tako rečem, a ne. Torej, imamo preizkušnjo pač okolja, a ne, skrbi za okolje. In seveda, to preizkušnjo lahko rešujemo na take in drugačne načine in skušnjava sodobnosti je, da seveda jo rešujemo na nek privilegiran način, z nekim privilegiranim zelenim prehodom, do katerega nima vsak na tem svetu dostopa, ne. V skrajni fazi lahko to tudi rešujemo z depopulacijo, če se pojavi prevelika kriza, ne? In tako naprej, ne bom vsega tukaj navajal. Ne? Torej, polna usta so nas demokracije, ampak cenzura, nadzor, prepoved je na vsakem koraku. Ne? Skratka, to so skušnjave, skozi katere mi v bistvu rešujemo preizkušnje etične dileme sodobnosti. Ne? Ampak zakaj so to skušnjave? Zato, ker je v končni fazi njihova konsekvenca ni življenje, ampak smrt. Ne? Se v bistvu vse, kar je tukaj našteto, vodi v neko degenerativnost, ne, na nek način. Ne? Dobro, no, zdaj tukaj se ne bom več ustavljal. Tisto, kar jaz zdaj želim narediti, je pravzaprav to, da poskušam zdaj razumeti vlogo umetnosti znotraj te dialektike skušnjave in preizkušnje, oziroma kakšno vlogo zdaj ima umetnost v tem odreševanju skozi skušnjavo. No, in to pa je zdaj mogoče razumeti v odnosu do tega, kar je pred mano profesor Muhovič razlagal, torej, da se ekscesne primere jemlje kot za nekaj arhetipičnega in da te ekscesni primeri pač pridobijo tudi zelo veliko medijske pozornosti. Zato jaz tukaj izpostavljam, da ta umetnost, ki bom rekel umetnost posthumanizma, vsaj zaenkrat še ni prevladujoča, ne? Je pa medijsko gotovo najbolj izpostavljena in ima tudi zelo veliko kapitala za sabo. No, ampak torej, to je del umetnosti, ne? To ni zdaj celotna sodobna umetnost, ampak je del umetnosti, ki lahko rečemo posthumanistična umetnost. Torej, posthumanistična umetnost je tista, in tukaj se v bistvu moje to razmišljanje poveže z vsemi razmišljanji mojih predhodnikov, ne? Ker je bil večkrat omenjen Nietzsche, nihilizem in tako naprej, ki v bistvu naredi kaj? Ne? To jaz tudi nisem filozof, ampak vsem to Nietzscheja morda lahko si uporabim. Torej, ko govori Nietzsche o 3 fazah nekako religioznega žrtvovanja, ali kako se temu reče, ne, omenja torej prvo fazo, kjer človek žrtvuje sočloveka, zato ker se boji Boga, ne, ker je toliko prestrašen pred Bogom, da mu žrtvuje sočloveka. Ne. Potem v religijah moralnosti, torej humanizmu na nek način, ne, pride do tega distinkcije dobrega in zlega, ne, torej do teh metafizičnih dualnosti, kjer človek žrtvuje svojo naravo in svobodo zato, da deluje etično in moralno. In potem Nietzsche pravi v tem 55. odstavku onstran dobrega in zlega, pravi nekako takole, kaj pa je še tisto, kar človeku preostane, da žrtvuje. Edino to, kar še lahko žrtvuje, je to, da žrtvuje tisto, kar mu predstavlja uteho.
In to je Bog sam. Torej, Boga samega, svojo uteho, žrtvuje za to, da prestopi to mejo onkraj dobrega in zlega, metafizično mejo, se postavi nad pač moralnost, in je sam tisti, ki je sicer od absoluta osvobojen, ampak po drugi strani je pa to v bistvu pozicija popolnega niča, torej Boga žrtvuje za nič. In zato je v tem smislu ta posthumanizem, nekako posthumanistična filozofija pri recimo temu Stefanu Lorenzu Sorgnerju nekako zagovarja to preseganje metafizičnega skozi ta pač ničejanski model, kot nov antropološki model posthumanizma temu reče. In je po moji oceni, zato je torej po eni strani je popolnoma osvobojeno, po drugi strani je pa popolnoma, kako bi rekel, zagrenjeno. Ravno z tega, ker ni več nobene, ker se je človek nekako odrešil tega, pač, da bi imel kakršnokoli na nek način upanja. No in vloga umetnosti, kakšna je vloga umetnosti znotraj tega? Umetnost, del, fragment sodobne umetnosti, ki lahko rečemo posthumanistična umetnost, katalizira to preseganje človeka onkraj dobrega in zlega. In zdaj, kaj to pomeni? Na dveh primerih bom to poskušal ponazoriti, ampak tisto, kar želim še prej izpostaviti, je pa tole, kar tale Sorgner nekako, jaz ga vidim kot zelo velikega apologeta pač posthumanistične umetnosti, torej tega, in pravi, če lahko posthumanistična filozofija samo predvideva, kaj je možno v sodobnosti, ko človek preseže, pač to metafizično dualnost dobrega in zlega, kaj je mogoče, je umetnost tista, ki lahko pokaže, kaj zares je mogoče. Torej, umetnost je tista, ki lahko zares stopi izven tega. Na kakšen način? Leta 1944, 180 let nazaj, je George Orwell zapisal, ko je kritiziral Dalija, pa je že Daliju to očital, pa je Dali glede tega popolnoma, bi rekel, nedolžen proti današnjim primerom, je zapisal, umetnik je tisti, ki je izvzet iz vsakršnih moralnih norm. To je pač seveda sarkastično, torej satirično mišljeno, iz vsakršnih moralnih norm, ki vežejo vsakdanjega običajnega človeka. Samo izgovori besedo umetnost in vse je okej. In to je ta pozicija posthumanistične umetnosti. Če je modernistična umetnost ali pa tudi postmoderna umetnost, recimo v konceptualizmu, potem je začelo veljati, vse je lahko umetnost. Torej, to smo poslušali dolgo časa. Vse je lahko umetnost, Duchamp je pokazal, vse je lahko umetnost. Posthumanistična umetnost danes kaže, vse je dovoljeno v umetnosti. Ne samo, da vse je lahko umetnost, ampak da je vse tudi dovoljeno v umetnosti. No in zato bi rad zaključil pač s ponazoritvijo, s konkretizacijo tega na polju umetnosti, pač vizualne umetnosti. Če je humanistična umetnost od nekdaj naslavljala neke problematične tabu teme, etične teme, evtanazijo, splav, samomor, umor, to se je vedno pojavljalo v umetnosti, ampak recimo Frida Kahlo, ker je sama pač doživela spontani splav, ali pa je tudi dejansko imela izzvane splave, je potem v svojem slikarstvu pač to tematiko naslavljala. Ampak na, seveda bi rekel temu humanističen način, v tem smislu, da je pač to ali neosebno prikazala, torej dokumentirala v tem smislu, ali pa da je pač, da gre za neko opredeljevanje znotraj tega okvira dobro-slabo. Kaj naredi posthumanistična umetnost? Posthumanistična umetnost naredi to, da sam mehanizem, ki je problem, ki je problematičen, prenese v umetnost kot umetniško delovanje. Na ta način se postavi onkraj dobrega in zlega. Torej ne problematizira samega umetniškega delovanja, torej same te vsebine, ki je etični problem, ampak to vzame kot orodje, s katerim sama deluje in se postavi v tisto pozicijo, kjer pravi Orwell, vse je dovoljeno v umetnosti. No in dva primera za zaključek. Jaz prvemu bom rekel umetnost splava, drugemu bom rekel umetnost evtanazije.
tale primer je tako, še zagovorniki, medicinski, torej zagovorniki splava so bili zgroženi nad temle umetniškim projektom. Zakaj? Ker popolnoma razvrednoti pravzaprav človeško telo. Ne? Torej, ena študentka na Yaleu umetnosti, Alicia Schwartz, je leta 2008 naredila 9-mesečni projekt, v katerem je počela kaj? Umetno se je inseminirala in potem je pač s pomočjo zelišč izvajala, pač v skladu s menstrualnim ciklusom je izvajala pač splav. Zdaj, ona sicer ni preverjala, ali je bila res noseča ali ni bila noseča, ampak samo dejstvo, da je to tako neženirano in onkraj dobrega in zlega počela, je pravzaprav izjemno groteskno. In seveda odziv tako fakultete je bil, čeprav gre za te Ivy League fakulteto, na katero se je profesor Muhovič nanašal, čeprav gre za take odprte fakultete, so bili zgroženi na tem in so rekli, da mora ona podpisati izjavo, da je bilo to vse samo hipotetično in ni bilo nič realno in ni hotela, zato je mogla z nekim drugim projektom diplomirati. No, kakorkoli že, postavila se je na to pozicijo izven pač onkraj moralnosti, in zaradi tega je seveda zdaj ta njen projekt v teh določenih sferah pač sodobnih umetnostnih teorij pridobil nek kulten status in velja za nek vzorčen primer take najbolj radikalne feministične umetnosti še danes. No, drug primer, ki je pa bolj, bi rekel, duhovit, saj na prvi pogled, je pa umetnost evtanazije. Torej, en litovski umetnik, Julijonas Urbonas, si je zamislil in hipotetično zamislil, načrtoval, ni ga realiziral, ampak načrtoval tako imenovani vlakec smrti evtanazije. Zdi se mi, da v slovenščini je to še bolj zanimivo, ker rečemo vlakec smrti, angleški izraz nima tega. Namreč ta vlakec smrti bi bil namenjen temu, da človeka ubije. Kako je prišel na idejo tega? Prišel je na idejo na ta način, ko je pač, mislim, da je delal v zabaviščnem parku, je njegov direktor, kdo je rekel, da najboljši vlakec smrti bi bil pa tisti, ki pač povzroči smrt, pripelje do smrti, vlakec smrti. In ta vlakec smrti hipotetično povzroči smrt na ta način, da pač, ko se spustimo, se skozi te sile sproži taka gravitacijska sila, da je tako močna možganska hipoksija in dolgotrajajoča, da pa človek ne preživi. Ampak avtor pravi, če bi slučajno kdo preživel, je to neskončna zanka in gre lahko še enkrat. Zdaj to je tako, na TEDxu je tudi to predstavil, in to je vse tako v ozadje tega, je vse, mislim, tako način, kako je to predstavljeno, je zelo tak duhovit, humoren in tako. Ampak način, kako on to zagovarja z vso resnostjo, brez vsakršnega moralnega pomisleka, da je tukaj lahko kakršenkoli problem, kakšne ima to implikacije, je zame nepredstavljiv. Namreč on pravi kaj? Torej, čemu bi zdaj služil ta vlakec smrti? Torej, to je ta narediti nekaj dobrega, ta skušnjava, narediti nekaj dobrega za svet. Make the world a better place. Služil bi, da za tiste, ki bi se pač iz medicinskega razloga odločili za evtanazijo, ker bi bili na primer terminalno bolni, bi to zadnje dejanje svojega življenja lahko naredili na nek užitkarski, ritualen, blažen način, ker pač možganska hipoksija, dokler ne padeš v nezavest, povzroči, da si evforičen. In bi bil to ne tak neosebna evtanazija, ampak bi bila zelo prijetna evtanazija v tem smislu. Doživetje. Zadnje doživetje. No in druga zadeva je pa, da bi se ta vlakec smrti lahko uporabljal za vse tiste probleme, ki sem jih jaz gor naštel. Torej, reševanje okolja, overpopulation, preveč populacije in pač rešimo problem s temle vlakcem smrti, ki jih ima lahko, 20 sedežev naenkrat, gre zelo hitro. Torej prekomerna naselitev ali pa pač enostavno, ker se naše življenje podaljšuje in nam lahko postane dolgčas. Tale Harari, ali kako je že ta filozof, pravi, ko bomo ljudje postali useless eaters, zaradi pač prevlade umetne inteligence, bomo lahko problem predolgega in dolgočasnega življenja reševali na ta način.
Ok, zdaj toliko, no, morda, torej to je tisto, kar jaz razumem, zdaj to skušnjavo, ki najde izhod iz preizkušnje, ne. Torej skušnjava navideznega dobrega. Umetnost si lahko to privošči, ne. Zdaj, če bi kdorkoli izven umetnosti to naredil, bi bil zaenkrat še problema, ne. V umetnosti pa to ni več problema, ne. Ja, dobro, hvala.